Mi pričakujemo, da bo širša družbena javnost oziroma vsi deležniki družbe prepoznali, da je gospodarstvo in z njo povezana industrija gonilo nadaljnjega ustvarjanja delovnih mest in s tem tudi povezano dobrobit družbe tudi v bodoče. Both generally in European Union and in Slovenia, we are back on the track of economic development. European Union and Slovenia are doing better and better, but of course we need to be more competitive, we need to create jobs and growth generally throughout Europe. Imamo zraven tudi prizadevanja za to, da naše gospodarstvo, predvsem mala in srednja podjetja, pridejo do dostopnih virov za financiranje, kar bomo izvajali s 3 institucijami, in sicer s Slovenskim podjetniškim skladom, s fondom približno 100 milijonov evrov, z SID banko, ker imamo na razpolago 500 milijonov evrov, in pa tudi nove produkte, od katerih bi najbolj izpostavil potrpežljiva posojila za podjetja, ki imajo zdrava jedra, imajo pa probleme iz preteklosti, ki jih je treba finančno prestrukturirati. In pa tretji fond je Slovenski regionalni razvojni sklad, ki je namenjen bolj dolgoročnim investicijam v panoge, ki jim želimo dati večjo težo. Na našem omizju smo se fokusirali predvsem na aktivnosti, ukrepe, kako vzdržno zagotavljati dodano vrednost v gospodarsko skozi naslednje leta in kako pridobivati in zagotavljati nova delovna mesta v prihodnosti. In glavne ukrepe, ki smo jih izpostavili na tem področju, izpostavil bi 2 iz poglavja 4. Eno je digitalizacija, kjer bojo tudi tradicionalno netehnološke industrije lahko izkoristile priložnosti, ki jih prinaša digitalizacija v vse elemente in sfere gospodarstva, javnega sektorja in tudi samih končnih potrošnikov. Drug del je pa pametno usmerjanje razvojnih sredstev, predvsem konsolidacija različnih iniciativ, financiranj, da se zagotovi kritična masa financiranja za inovacije in razvoj. Omizje je potekalo v skladu s pričakovanji, gladko, brez velikih razhajanj okrog tega, kaj so prioritetni ukrepi na področju davčne zakonodaje, tako da smo soglasno sprejeli kot prvo prioriteto racionalizacijo na področju obremenitev stroška dela, kot drugo ohranitev olajšav za vlaganje v razvoj in v osnovna sredstva in kot tretje obvladovanje in racionalizacijo na področju posrednih dajatev, recimo kot so okoljska, energetska in druga področja. Nekako smo se strinjali v razpravi, da je od vseh ukrepov, ki so navedeni v manifestu, kot največji favorit izpadel ukrep pametna zakonodaja oziroma točka VEM. Potem enakopraven, bi rekli, dostop oziroma pogoji, ki bi naj veljali tako za domače kot tuje investitorje oziroma vlagatelje, tukaj mislim predvsem na Zakon o javnem naročanju. Zelo izrazito pa je bilo izpostavljeno prožnost trga dela, in sicer tokrat s poudarkom tudi, ne samo v gospodarstvu, ampak tudi v državni upravi oziroma v javnem sektorju. Slovenija bo dolgoročno konkurenčna in stabilna le, če bomo imeli tudi družbene reforme, ki bodo to omogočili. Samo gospodarstvo tega ne bo zmoglo. Industrijska renesansa v Sloveniji se ne bo zgodila le z vlaganji in s pametjo, ampak tudi z resnejšimi družbenimi reformami. In naloga industrijskega manifesta in Slovenija 5.0 te strateške skupine in gospodarske zbornice je, da bomo delovali v tej smeri z ozaveščanjem, s primerjavami in tudi s pritiskom, da bo do teh sprememb prišlo. V nadaljevanju torej pričakujemo še veliko dialoga, vsekakor pa imamo pred seboj zelo resno zavezo.
konkretni predlogi, ki so bili danes tukaj sprejeti, so izvedljivi. So bili tudi pospremljeni s komentarjem, da jih lahko izpeljemo. In mi bomo držali to zavezo kot svojo nalogo, da to dejansko tudi dosežemo. Jaz sem vesel vsakega srečanja z gospodarstveniki, zato ker se izmenjajo mnenja. Na eni strani mi povemo tisto, kar smo naredili, kar še moramo narediti, na drugi strani pa dobimo kritične ocene našega početja in pa sugestije k temu, kam je treba iti naprej. Ja, jaz moram reči, da sem zelo zadovoljen, da je bilo takšno veliko število udeležencev na tem današnjem druženju. Še posebej sem zadovoljen, ker se nam je pridružila tudi komisarka Evropske skupnosti, gospa Biankovska. Kar se tiče vlade, v prvi vrsti pričakujemo, glede na to, da je dala v javno razpravo v nekem smislu proračun za leto 2016-2017, da bo izvršila korekcije, kajti mi smo bili do tega predloga proračuna zelo kritični, kajti smatramo, da ni razvojno naravnan, da je potrošniško naravnan, da ni čas za to, da ponovno razmišljamo o enormnem trošenju, predvsem na račun zadolževanja, ampak je potrebno storiti vse potrebne ukrepe za to, da bo gospodarstvo in z njim povezana industrija doseglo še boljše rezultate, kot jih je doseglo v zadnjih letih. Razprava je bila zelo konstruktivna in tudi strinjamo se lahko z večino ukrepov. Je pa glede na področje, na katerem sem sama sodelovala, moram opozoriti, da je nujno potrebna uravnoteženost ukrepov. Na eni strani razbremenitev stroškov dela, s tem smo se vsi strinjali, ampak na drugi strani je treba poiskati tudi nadomestne vire, da ohranimo tudi cilje na področju javnofinančne konsolidacije. Vrh je tako kot vsako leto dal en zelo dober presek stanja v gospodarstvu in relacije med vlado in gospodarstvom. Mi smo opozorili, da zmanjševanja administrativnih ovir se ne smemo lotiti zelo na hitro, da je treba najprej narediti analizo, kaj dejansko so administrativne ovire, kaj je v zakonih dobro in kaj je slabo, in potem seveda spreminjati samo tiste dele, ki so slabi. Gospodarstvo kot vsako leto je tudi letos predlagalo prave ukrepe, tisti danes so seveda dobri. Nažalost, potem tokom leta malo zbledijo, ker pač niso uresničeni v tej meri, kot bi jih mi želeli. Ukrepi so vsekakor pozitivni. Mislim, da ukrep številka 1, recimo štipendijska politika, je vsekakor dobro nastavljena, če bi uspeli to doseči, da bi dejansko 10% štipendirali družboslovne vede, 90% pa naravoslovne, bi seveda dali našim otrokom en dober impuls. Sam vrh se mi zdi, da ima izredno pozitivno sporočilo in to pozitivno sporočilo gre predvsem o tem, ko govorimo o razvojnih usmeritvah, ki naj bi bile skupne tako države kot gospodarstva. Jaz upam, da bojo te sporočila v principu prišla na prava ušesa in da bomo tudi ukrepe eni in drugi izvedli v tej smeri. Vrh gospodarstva, ki ga organizira Gospodarska zbornica, je enkratna priložnost, da si gospodarstvo v Sloveniji še enkrat potrdi, da je tista gonilna sila, ki vodi državo naprej. Seveda vsekakor na drugi strani pričakujemo del, ki je uradno pooblaščen za vodenje, da stopi nasproti gospodarstvu in nam omogoči, da delamo dalje, da delamo dobro in da prispevamo k tej družbi. Od njih pričakujemo, da poslušajo naše predloge, verjetno ne v popolnosti, kot smo jih predlagali, ampak verjamem, da se lahko srečamo nekje na več kot polovici poti.